arhiv voženj. Zdaj imam 95, drugač pa ja, 37.637 tule piše. Z drivom, ja. Ko dobiš na novo izpit, prvo te je malo strah, pa že samozavesten postaneš, si ti najboljši voznik na svetu. Nisi, še vedno si slab voznik, ker nimaš izkušenj. In s to aplikacijo Drive sem se jaz neke vrste malo umiril, lahko temu rečem, in sem res dosti bolj pazil na cesti. Na koncu je kot neka igrica to, na točki ti gre. Dejansko je trening, lahko tako rečeš, dejansko je trening. Odložiš telefon, pustiš ga na miru, ko končaš, zaključiš aplikacijo, zaključiš to vožnjo, pogledaš točke in vedno lahko zboljšaš rezultat. Glej, tu sem en čas prehitro vozil, moram naslednjič paziti. In je tudi neki challenge tebi, da si vedno boljši. Ko jaz na števc pogledam, omejitev 50 na uro, ali pa v aplikaciji Drive, glavnim je tu ena razlika, vsaj tam za njih 5-7 km na uro, ki mi pokaže, pa rečem, lahko še malo hitreje peljem, še ni 50 ali pa 90. Ne kaznuje, če ti samo prekoračiš, pa greš nazaj dol, ker to se mi je zgodilo na poti sem vozil enih 10 sekund malo prehitro, mi je zaznala aplikacija, mi je že rdečo kazalo, sem vedel, moram malo upočasniti, vseeno sem imel 100 točk na koncu. Drive in dinamična vožnja motorista gresta precej skupaj, če upoštevaš omejitev hitrosti. Tudi z drivom se da marsikakšne motoristične užitke doseči izven naselja, kjer je pregledna cesta, ker pri polaganju ovinkov drive je dobro sprogramiran in ne izgubljaš ocene. Pri avtomobilu te bolj kaznuje. Kaj pa vem, pa tako skozi nas nekje spremljajo, pa snemajo, pa nadzirajo. Kdo še pa danes ne zbira podatkov, da je mogoče pa, ne vem, ta aplikacija Drive še nekaj najbolj nedolžnega. Tle gre bolj za neko preventivo, za neke izboljšave v cestnem prometu, če je Triglav zavarovalnica tista, ki recimo skrbi za zavarovanje voznikov, za izplačila škod in odškodnin, da jim mora biti to v interesu.